Ja, živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu, Alien Mama tukaj. Anyways, jaz grem kuj ta video, ker bo po vsej verjetnosti rekordno dolg na temu kanalu. Resnični zločin oziroma true crime, kot ga eni poznate iz angleščine, o bratih Menendez je najbolj slavnih resničnih zločinov ever. In če mene vprašate, je to s tem, da se precej spreminja mentaliteta ljudi in ljudje, ki zdaj za nazaj gledajo na ta primer z drugimi očmi, si rečejo, a pa je prav, da se je zgodilo, kar se je zgodilo. Kdo je kriv, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati. Da na nek način primer je rešen, se boste pa na koncu, če ga še ne poznate, spraševali, ali je pravično zaključen. Ker sem pojela kofeinsko tableto, ker je ura 10 zvečer in moram posneti 2 videa, tako da bomo videli, kaj bo. Vse skupaj se začne z osebo Jose Enrique Menendez. On je bil rojen v Havani, Kubi. Staršem, ki sta bila pa ekstremno uspešna športnika, tako smešno uspešna, in v tej družini so bili že od takrat pričakovani samo superlativi. Vsi so mogli biti vsem najboljši in prav tako je bil potem Jose celo življenje od te točke naprej res izjemen na vseh področjih. Predvsem pa je bil dober v plavanju in ko takrat Fidel Castro prevzel oblast, je njegova družina počutila majčkeno v nevarnosti, so rekli, dajmo našega malo poslati v United States, v Združene države, v Amerike, da bo bolj varen, in tam je on takoj dobil štipendijo za plavanje. Hodil v šolo, je spoznal žensko, njen nickname je bil Kitty. Ona je bila znana potem, da je bila izjemno lepa, predvsem je tekmovala na raznih beauty pageantsih in teh misicah in je bila tudi zelo uspešna. Ker sta se zaljubila, postala par, sta se odločila, da je tudi približno enkrat zaključiti šolanje in sta se preselila v New York. Tam je ona postala učiteljica, on pa je v bistvu bil pomivalec. Pomivalec posode, basically je res ta človek začel od samega dna in zgradil vse, kar je sam od sebe. Kmalu se jima je rodil prvi otrok, ime mu je bilo Lyle, oziroma to je bil samo njegov nickname, ampak vsi ga poznamo po tem nicknameu. Ona je tudi nehala biti učiteljica, da bo lahko 100% mama, ker tega ne bi se ekstremno veselila, ampak to je zelo pod vprašanje glede na kasnejše informacije. In pa rodil se je drugi sin, Erik. Jose je po nekaj časa začel razmišljati in je bil tako, jaz bi šel pa v glasbeno industrijo, ker je ugotovil, da je zelo dober s številkami in zelo dober je bil tudi z glasbo očitno in je začel spevati. V bistvu je postal tako zelo uspešen, da je bil en glavnih glasbenih executivov v 1980 letih. Od tega ena skupina, ki jim je očes, so bili Duran Duran. Jaz spomnim njih, ne vem kje. Preselili so se v mesto Princeton v New Jerseyju in tudi za sina je bilo tle zelo pričakovano, da bosta oba šla na dejanski Princeton, to verjetno poznate. Pa že na tej točki kot mlajša hodila v zelo drage privatne šole. Zdaj, kar se tiče te družine, tako kot je bilo za Joseja, ki sem rekla, pričakovani superlativi, sinoma ni bilo nič bolj prezanešen. Erik in Lyle sta imela pričakovanja tam gor, da bosta najboljša v vsem in da bosta vrhunska športnika, oba sta trenirala tenis in bila sta izjemna v tenisu, imela sta inštruktorje, imela sta svašta. Oče od njiju je res pričakoval najboljše, mama je bila tista njuna osebna navijačica, ki je bila na vseh tekmah, včasih še na treningih, navijala za njiju, jih spodbujala in tako naprej. Definicija American Dream, to pomeni, da prideš tja, kdorkoli si, karkoli si, imaš možnost uspeti od nule do vrha in točno to je njim uspelo. In pa je Jose spet malo razmišljal in rekel, jaz bi šel pa zdaj z glasbeno filmsko industrijo. Kam se preselaš v tem primeru? Ja, v Hollywood. A jim je šlo? Priključil se je Live Entertainment podjetju, ki je takrat zgubljalo na polno. Bilo je milijone v izgubi, ampak se jim je on res pogumno joinal, v smislu, jaz bom to rešil. In je. Dejansko je prvo leto nekako pol tega dolga pokril, drugo leto je šel pa skoraj že v plus. Prebrala sem, da je kmalu ratal CEO in je imel 500.000 plače na leto, kar se meni zdi to, kot pa piše do 860 milijonov v bonusih. To ne vem, če je smiselno, ker to je res 860 milijonov v bonusih. To je možno, to se meni zdi preveč. Ok, kakšen je bil Jose drugače, se sprašujete, on kot nekdo, ki na zelo visokem položaju je bil čaščen, vsaki ti čas izjemen si, kako ti je to ratal. On kot nekdo, ki je bil vodja nekomu, ki je bil nadrejen nekomu, so ga basically vsi pod njemu sovražili. Bil je grozen, bil je brezsrčen, bil je zloben, če si eno samo napako naredil, si letel, bil je obupan do žensk, čisti seksist in ja, po eno zadnje imel je tudi ful enih afer. In to niso bile mini afere, v smislu imam ljubico, pa z njo se zaprem v pisarno za 15 minut, ampak res une konkretne afere dolgoletne z nekaj ženskami. Za Kitty je rečeno, da je to celo vedela, ni ziher, je pa slutna, da je to vedela, ampak je družina to pomenila, da se je odločila stisniti zobe in pa zdržati z njimi in potrpeti. Je bila pa vedno prepričana z njemu hoditi na službena potovanja, tako da je imela saj neko kontrolo nad tem, kaj on počne.
Še en zanimiv fakt, Jose se je ful sramoval svoje kubanske krvi. Enkrat so dobili neke nagrade za Biggest Hispanic Achievement, ne vem česa, biznis predvidevam, in ga je bilo sram, on je to sprejel kot ne morem verjeti, da so mi to naredili. Na tej točki na fantih še več prešerje, ker oni so se spet preselili in to v Calabasas, mogla sem prav prebrati. Če se ne motim, popravite me, nisem zihar, je to celo tam, ker živijo Kardashianke. Njihova bajta je bila na vrh enega hriba neverjetno poslopje z bazeni, s teniškimi igrišči. Ni da ni, v glavnem, bolj fancy ne bi mogli biti. Ki naj bi od Erika in Laila dobivali neke mešane občutke, v smislu, kdaj je prijazna, kdaj je muhasta, kdaj je zahrbtna. Nekako se niso mogli opredeliti in to me v bistvu ful spominja na njunga fotra, pač naredil vse, da je v lifeu uspel, tudi če ni bil dober človek. Nista imela občutka za denar, recimo, ko je Erik, mislim, da naredil izpit za avto in takoj, hotel najboljšega Porscheja, ker jih je bilo, in fotor je šmal rekel, malo počakajmo, ampak kmalu ga je dobil. Še nekaj vredno omembe, dokaj kmalu sta fanta začela ropati tiste najbogatejše domove v okolici, domove od isto bogatih kolegov. Ja, se strinjam, ne zato, ker bravila, ne zato, ker ne bi imela keša sta imela ful preveč, pač sam za adrenalin. In me je bilo to všeč, da so se odločila še enkrat, ampak sta to počela v drugi družbi oziroma sama, brez tistega prijatelja, s katerim sta prej ropala, in pa ju je on izdal iz slabe volje. In na kaj je bil Jose jezen, ker je ugotovil, kaj sta fanta naredila, ker niso mogli pač pobegati policiji. Jezen je bil, da so jih ujeli, ne to, da sta dejansko ropala. Erik je bil bolj uspešen v tenisu in manj se mu ljubilo ukvarjati za šolo, zato je takrat vso krivdo prevzel nase in rekel, jaz sem ropal, Lyle ni nič kriv, zato da je Lyle lahko prišel na Princeton. Ampak Lyle ni bilo do šolanja in je zelo hitro tudi pustil vse skupaj. Oziroma ne lih pustil, plagijate je delal in so ga dobili in takrat je bil avtomatično suspendiran za 1 leto. Pa še ena pomembna stvar, Erik je z enim prijateljem napisal screenplay Friends. Ne te Friends, ampak vsebina dejansko govori o mladih, ko ubijajo starše za voljo njihovega bogastva. Pa še nekaj, kar je Erik počel, je to, da se je učil igranja, dobesedno filmskega igranja. Na tej točki Jose definitivno ni zadovoljen s fantoma, v bistvu je totalno razočaran. Ne ni mi všeč, ampak čist razočaran. Toliko dela, že jih je razmišljal vzeti ven iz oporoke vseh teh milijonov, ki so jih imeli. 15. avgusta 1989 so šli na jahto in na tej jahti je bilo jasno še več ljudi, neka služinčat varianta. In tudi oni so kot opazili, da družina nikakor ni bila ok, vsak se je posedel na svoj konc, niso se družili, niso se pogovarjali. Potem pa pride usodna nedelja. Zadnji del hiše, The Den, imenovan kot neka dnevna soba, je bila v temi, starša sta se usedla, sta jedla vaniljev sladoled in gledala televizijo, čisto navadna nedelja. Sam da ni bila, ker sta fanta noter uletela s pištolami. Lyle je ustrelil očeta v glavo od zadaj, v bistvu na ta način, da je imel luknjo za pest veliko v glavi. Njegova naloga je bila, da ustreli mamo, ampak ni mogel, zato je mama zbežala in obenem kričala. Zato je to namesto njega potem storil Lyle. Lyle jo je ustrelil ogromno krat, ampak ona se je res dolg časa pobirala. Vseh strelov je v bistvu ogromno in že ko je zmanjkala municije, sta ona došla ven, napolnila vse znova in prišla nazaj. Takrat je bila Kitty, mama, še vedno živa. Na koncu je Lyle ustrelil direkt v obraz in je pač tudi umrla. Ona je bila ustreljena prek 10-krat in je bila neprepoznavna. Oče je bil ustreljen 6-krat. In ker sta želela izvesti, da to izpade kot tipičen rop, sta jima postrelila kolena. A family saddled with secrets and lies that exploded with this 911 call. What's the problem? What's the problem? Don't kill my parents. Pardon me? Don't kill me. Fanta sta v bistvu sama pričakovala, da bo kdorkoli od sosedov poklical policijo, ampak je nihče ni, ker noben ni pomislil, da se v tej varni soseski dogaja kaj tacga in sta potem sama poklicala. Ko je policija prišla, je Erik pretekel ven iz hiše, se vrgel na travo in klopčiču zibal in histerično jokal in se zgražal in mu je bilo grozno. Veš, če imam not. Očitno smo že v tem letem času, ne? Lyle je v bistvu predvsem tolažil Erika in vse, ker je takrat policija v zvezi z njima storila, ker so jim pač verjeli od vse te groze, da valjda ona dva tega nista storila, so samo preverjali njun alibi in ona sta še tako ful natančno povedala, kjer film v kino sta želela iti gledati in v bistvu, da sta šla poje gledati Batmana in to je to.
Najbolj standarden postopek je, da če nekdo strelja oziroma je osumljenec, mu preveriš roke za sledi smodnika, ampak tega tukaj niso storili, niti tega, ki je basic shit, ker si ima toliko zelo slepo verjela, da nimata valjda nič zraven, oziroma vsem sta se smilila takoj. Ker je kuj sledilo po tej smrti to, da sta fanta okrog hodila z bodyguardi, imela sta te jopiče neprebojene. Se je pa zgodila še ena druga stvar in sicer one, da sta začela neizmerno zapravljati, tako out of all proportions. Lajali se je kuj po 3 Rolex ure. In že ko sta prišla na pogreb, se je čutila, da se čudno obnašata. Družina nasploh ni imela veliko družinskih prijateljev, ampak tisti, ki so opazili, so rekli full weird. Lajali se je dejansko zabaval, ko je obul očetove čevlje, torej od Joseja, kao, kdo je rekel, da ne morem zafilati njegovih čevljev. Tako, čisto neprimerno za nekaj, ker se je jih kar tragično zgodilo. Kupila sta nov lokal, da naredita svoj place, ustanovila sta eno novo podjetje, najemala sta najhujša nova stanovanja, skoraj une penthouse, da sta imela noter samo žurke, ful malo sta se pa vračala dejansko v domačo hišo, le zakaj. Pol leta po tem dvojnem umoru sta zapravila $700,000, to bi bilo danes več milijonov. Mislite, kaj se je zgodilo, so jih končno začeli sumiti? To, da se nista dosti ukvarjala za celo preiskavo. Nista hodila na policijo, nista klicala, nista spraševala, kdo je kriv, kdo je bil najne starše. Ignorirala sta vse in zapravljala sta denar. Sploh se nista več ukvarjala z ničemer. Šele ko se jima dejansko posvetijo, so ugotovili, da sta one dva dni pred dejanskim umorom kupila pištole. Pa najela sta nekoga, ki sta vedela, da je dober hacker za računalnike, da je prišel k njim domov, vdrl v njihov domač računalnik in izbrisal poroko, iz katere naj bi bila one dva potencialno izbrisana. Erik je imel svojega osebnega psihologa že od preden so se umori zgodili, ker pač so si jih lahko prvoščili. Ime je bilo Craig in ful sta si zaupala, tako da v tem primeru sta bila zunaj na kosilu. Tako zelo neuradno je bilo vse skupaj in Erik ni več zdržal in mu je povedal vse, bil je cel živčen in ni mogel več vse obdržati. Ker to ni bila navadna ura psihoterapije, to ni bilo snemano, zato je ta Craig še enkrat hotel priti do tega, da ona dva govorita in da to končno snema v nekem zaprtem prostoru. Ko sta prišla do te dejanske ure, je potem Erik vse zanikal in ni niti približno ponovil, kar mu je povedal prvič. Je imela pa Kitty tudi svojega terapeuta, on je imel pa druge informacije o sinovih in sicer, da se jih je ful bala, da se je pred njima zaklepala in da jo je bilo dejansko strah, da jo lahko na eni točki umorita. Da ne bom izgovarjala tega imena psihologa od Kitty, ga bomo sam klicali doktor. Erik je imel potem ure tudi s tem psihologom od Kitty, doktorjem, in mu je vse priznal. Ampak tokrat se je za spremembo snemali. In ko se je še naprej to vse snemali, sta poklicala tudi Laila. To je bilo več različnih ur, ni bilo to vse naenkrat. Ta doktor je bil smart in je razumel, da je to nevarno, zato je takrat prosil svojo takratno ljubico, naj stoji pred vrati in pazi, da se nam kaj zelo slabega zgodilo. Na eni točki Lyle tudi znorel, ker res ni hotel, da te informacije pridejo ven in že to se mu je zdaj predaleč in je grozil temu doktorju s smrtjo. Skratka, stvar se zaplete naprej in ta doktor naj ne bi bil najboljši človek. In ta njegova ljubica ni bila najbolj srečna ljubica, ker tudi ni bila edina ljubica, zato je bila ona potem tista, ki je rekla, tudi ta doktor je do mene abusive, vse me za vse in je povedala naprej policiji vse te informacije, kaj so snemali in kaj sta te dva fanta dejansko naredila. Laila so aretirali 1990. leta 8. marca na enem parkirišču, tipično z glavo nadol, zvezat in tako naprej. Je bil takrat na tenis turneji in ga je čisto strl, ker je izvedel, da je vse prišlo ven in je mogel dam, ne zato, ker je mogel dam, ampak ker je dojel, da shit will go down. Ko sta prvič stopila na sojenje, sta bila tako nenavadno nasmejana, sveža, spočita, res zanimiv. Ja, mogoče si mislite, da bi takrat kasete izdale vse, kar se je dogajalo, ampak so bile pa zelo privat zadeva, ker je pač zelo pomembno, da te stvari med psihiatri ostanejo zasebne in niso takrat vedeli, da jih je fair vrteti na sodišču in jih niso. Julija 1993 je bilo prvič razglašeno, da sta one dva dejansko umorila starše. Je pa tudi istega leta prišla v nora novica, čez kakšen neznosen abuse oziroma zlorabe sta one došla tekom njunega življenja. In od te točke naprej izhajajo vse do danes največje dileme, polemike, kdo je kriv, kaj se jima je zgodilo, kaj je res, kaj ni. V tej točki je ta screenplay od Erika, Friends sem prej govorila, izpadel, kada je bil en predplan, kako bosta ona do to dejansko realnemu življenju speljala, torej ubila starše za denar. Zajeva mama je bila zanimiv primer, ker ju je njiju od takrat, od samega štarta do zdaj še vedno ves čas podpirala in stala za njima.
čeprav v bistvu ima to ful zapovedati čez Joseja. Sta imela fanta pa tudi zdaj eno izjemno bolano dobro odvetnico. Eno tako, ki takole sposobna je bila ljudi spraviti v jok, jih zlomiti, jih prepričati. Neverjetno, res, kaj je ona počela. Začela takrat tudi pripovedovati prek fantov te detajle o njunemu dejanskih zlorabah, so se doma dogajale. Dejanskih rečem dejanskih, ampak še vedno ne vemo, kaj je res, kaj ni, ampak bolj grozen v smislu psihično, fizično. Ves čas si zdajani občutek nič vrednosti, da si premal, da nisi dovolj dober, do spolnih zlorab, ker pa sem gledala en delček iz sodišča, ki res natančno opisujeta, kako jih je zlorabljal, ne vem, s predmeti, z zobno ščetko in potem, ker recimo Lyle ni vedel, kaj to je potem isto naredil bratu. Te stvari so vse posnete, ker to so bili eni izjemni časi, ko so šla sojenja včasih live po televiziji in so bili basically reality show in nikdar ni bilo bolj gledan po televiziji iz tega programa, kot pa ta njun sojenje. Vsi so to gledali in vsi so zraven razmišljali, kaj je res, kaj ni. Res je reality show rado, kar je meni čist grozen zdaj. In ona sem mogla predvsem in non-stop govoriti o tem, kaj točno se jim je zgodilo. Mama pa je predvsem igrala tisto vlogo ženske, ker nič ne naredi, pa vse ve. Pride ven tudi informacija, da ne bi mama v resnici sovražila, da ne bi jima govorila, da nikdar jih ni hotela imeti in da je pisala recimo sezname, kaj vse sta čez dan narobe naredila, da ko pride oče domov, da jih kaznuje in pretepe. Enkrat se slika obrne, dobimo popoln upside down tega, kakšna družina so bili in zdaj imamo ta dvom, da so bili res toliko broken, toliko grozna družina, da se ti smilita lahko že ona dva. Plus ona ne bi bila ženska, ki je imela ogromno svojih ambicij, predvsem povezanih z lepoto, pa igranjem, pa glasbo, ki bi ona hotela žareti, ona bi hotela svoj spotlight in družina je v bistvu vse to vzela. Imela je moža, ki jo je varal, pa imela je še dva fanta in vsi ti moški so jo čist preglasili in sovražila je celo svoje življenje. To je ta zgodba te nove odvetnice, pa tudi fantov. Fanta ne bi imela tudi eno nenavadno željo veliko spati pri mami, pa ne da je to narobe, ampak to ne bi se dogajalo do 15. leta, ker ne bi se fajtala med sabo, kdo bo tisto noč spal z mamo. V dolgem sojenju v 4-5 mesecih spet ni bilo odločeno nič, oziroma čisto razpolovljeno na ženske, ki so želeli oprostiti fantoma in na moške v sodišču, ki so želeli jih obsoditi. In kot sem rekla, to je bil cel reality show in takrat so ženske dejansko drle proti sodišču, da so lahko videle Menendez brata. In ker je ostalo neodločeno, so se mogli vrniti na sodišče. Ne bom več dolgo vezla, skratka, Erik je vmes naredil eno sodno napako, ker se je zlagal, da sta bile pištole kupljene 3 leta pred dejanskim umorom, ampak to je bilo nemogoče, ker tista trgovina sploh še ni obstajala. Se bila končno tudi obsojena, pa ne končno, da mislim, da je to prav, ampak končno se je nekaj razpletel. Bila sta doživljenjsko zapor, tako da sta zdaj v zaporu, brez možnosti pogojnega izpusta. So jim pa umaknili tisto prvo opcijo smrtne kazni. Se jih zaprli en ful slan intervju z njima ratov. In je spet taka stvar, ker če to gledaš, te čisto razdvoji. Mene osebno res zanima, sta ona dva ful sposobna igralca sociopata, ker njune reakcije na sodišču so nerealno pristne, njun jok pa bolečina, ki jih izražata, so amazing. Tudi ta tip, ki ful dobro razlaga te stvari iz kanala Observe. Whatever he's talking about here is causing him to cry, and it's genuine emotion from what we can see. Big nose shake, big leaning back, leaning forward now. He's very agitated. I don't know if it was a question or a picture or what could be going on here, but he's very unhappy by it. And that's indicated clearly by his body language. You don't need somebody who does this professionally to be able to tell you that he's very upset right now. He's genuinely very upset, and his nonverbal communication is indeed reinforcing that. We can rest assured so far that he is being authentic. V bistvu potrdi, da sta ona to ful pristno govorila, tako da jaz verjamem, da je bil za tem. Smo pa zdaj v letu 2021, ko ljudi to gledajo in se ti hitro mnenje obrne, ker otroške travme pa travme, ki se zgodijo takole človeku, res naredijo neverjetne bolečine pa grozne stvari in če bi se one dva res, kot sta govorila, sam branila nekako sebe proti temi krutimi starši, spet nek drug pogled na vse skupaj. Še en fun fact, da sta se oba poročila v zaporu. Lyle se je prvič poročil z eno Ano, ampak je Ana ugotovila, da jo vara.
prek drugih, ki se je dopisoval z njimi in pol se je ponovno poročil s tisto drugo punco. Erik se je pa tudi poročil in imel celo ljubezensko zgodbo in sta tudi napisala knjigo o tem, kako se je vse skupaj to razpletel. Je pa še ena zanimiva stvar in sicer brata nista bila skupaj v zaporu, niso jima tega dovolili in bila sta na dveh različnih koncih. Na eni točki sta bila tako blizu, da sta si lahko samo pomahala čez dvorišče in 22 let nista bila skupaj, nista se videla sploh. Ampak po 22 letih sta bila združena in tisti, ki so to videli, opisujejo kot resen dolg objem, poln joka in pač res sam tisti dolg objem. So jih pustili skupaj nekaj ur, da sta se vse pogovorila in zdaj v bistvu sta skupaj v isti enoti v zaporu. Mene v prvi vrsti zanima, če sta sociopata / psihopata, bolj sociopata se mi zdi, ampak malo dvomam, ker imate res ogromno enih močnih pristnih čustev. Vsem fascinantno, ker če narediš nekaj toliko groznega, če imaš celo življenje toliko hude travme, da te nekdo zlorablja, ker recimo da verjamem, in potem da dobesedno prestreliš svoje starše in narediš cel masaker in je cela hiša krvava, mi pa ni logično njuno obnašanje. Razumem, da nekako ti odleže mogoče zaradi groze, ki si jo doživel kot otrok, istočasno pa, da si nasmejan, pa to mi je ful težko razumeti, ampak nisem specialist za travmo. Tako da, če je res, kaj govorita, kaj ne rečem, vsaj prvoščem, da ste se poročila. In napišite spod, kaj vi mislite, pa če sem kaj pozabila povedati. To je bil dolg video, tako da grem počit. Eljan, mama, vidimo naslednjič. Aj, čau!